Pozdravljeni! V tem drugem delu tega pregleda tehnologij, idej, ki so jih imeli inženirji pri odkrivanju talnega efekta, se bomo posvetili bolj idejam Colina Chapmana, kajti on je prvi, ki je to dognal, se je najbolj ukvarjal s tem in bil nekako avangarda vseh pri odkrivanju talnega efekta. In po uspešnem modelu 78 in 79 je sledil model Lotus 80. Ta je vse svoje adute stavil prav na talni efekt. Tistih aerodinamičnih površin nad v bistvu sploh ni imel. Imel je rahel, majhen aerodinamični profil na zadnjem delu, a to je bilo tudi vse. In tu so se začele pojavljati prve težave. Namreč, v trenutku, ko je voznik šel čez robnik, zavil, v glavnem dvignil to ravno dno izven tistega idealnega položaja, se je vse porušilo, bolid je izgubil aerodinamični oprijem in postal nevozljiv. V začetku 80-ih let je ta dognanja, ta študije okrog talnega efekta so bile že tako uspešne, da so bolidi v ovinkih postali tako hitri, da so imeli vozniki že težave jih voziti hitro, kajti bočni pospeški so bili gromozanski. FIA je začela omejevati ta talni efekt, predvsem okrog teh zavesic, katere sem omenil že v prejšnjem prispevku, in Colin Chapman je prišel do nove genialne ideje. V začetku sezone 1981 je predstavil revolucionarni Lotus 88, znan kot bolid z dvema šasijama. Namreč imel je klasično šasijo, katera je držala vzmetenje, motor, menjalnik in je nekako služila tistemu mehanskemu oprijemu bolida. Nad to je imel pa drugo šasijo, v bistvu plavajočo nad to spodnjo, katera je samo služila temu, da je zatesnila prostor med asfaltom in dnom bolida, kateri se je prosto premikal pod njo. V teoriji ni bilo važno, na kak robnik je bolid zapeljal, kakšne nepravilnosti so bile na progi. Ta zgornja šasija je poskrbela, da je bila ta razdalja med asfaltom in dnom zmeraj zatesnjena. Seveda so ta bolid prepovedali, kajti bali so se te ogromne prednosti, ki bi jo tak bolid imel v primerjavi s konkurenco. Ta bolid Lotus 88 je značilen še za eno stvar je zelo pomemben, kajti skupaj z McLarenom MP4 oziroma MP4/1 je prvi, ki ima šasijo iz ogljikovih vlaken. S to razliko, da Lotus 88 jih ni imel iz čistih ogljikovih vlaken, ampak steklena vlakna in ogljikova vlakna. Ko so Colinu Chapmanu prepovedali to idejo bolida z dvojno šasijo, je to svojo zamisel začel razvijati naprej. Bistvo je bilo v tem, da bolid ima konstantno razdaljo med dnom bolida in asfaltom. Razmišljal in prišel do rešitve, katera se je potem na koncu čez desetletja pokazala kot fantastična, namreč izumil je aktivno vzmetenje. Aktivno vzmetenje je bila zadeva, katera je imela prednosti, seveda tudi slabosti. Namreč, kot sem rekel, bil je to nekako voden sistem, kateri je omogočal, da je konstantna razdalja med dnom in asfaltom. Po drugi strani je bila zadeva zelo težka in ker jo je gnal motor, je tudi temu jemala moč. Prvi bolid z aktivnim vzmetenjem je Lotus 92 iz sezone 1983. Zanimivo je še nekaj drugega. Colin Chapman je umrl v decembru 82. V noči tik pred jutrom, ko je Lotus 92 prvič zapeljal na progo. V bistvu umrl je samo par ur pred tem, ko je njegova zadnja stvaritev okusila prve metre proge. To idejo so pri Lotusu razvijali z modelom Lotus 99T in Ayrton Senna. S turbomotorji Honda so dosegli zadnji dve zmagi v Detroitu in Monaku, kjer se je pokazala ta velika prednost aktivnega vzmetenja, kajti proge so bile vse prej kot ravna, gladka asfaltna površina. Nato so to idejo pobrali pri Williamsu
jo začeli razvijati. Leta 1992 so jo vgradili v Williams F214B in Nigel Mansell, tisti, ki je že pri Lotusu začel razvijati ta sistem, je z njim dosegel svoj prvi in edini naslov svetovnega prvaka. Tukaj moramo omeniti spet še en skrivnostni bolid, kateri je legendaren, o katerem vemo zelo malo, in sicer BRM P142. O njem je ostalo nekaj slik modela in sicer lahko bi bil to prvi bolid nasploh v Formuli 1 z talnim efektom. Problem je samo v tem, da ukolikor bi bila volja, sredstva in tudi malo sreče, bi moral nastopiti na veliki nagradi Italije 1969. Ukolikor se spomnimo, prve aerodinamične profile so začeli na bolide pritrjevati šele v 1968 letu. To se pravi, le leto kasneje so bili pri BRM-u sposobni že priti na progo z idejo, govorim, bolida s talnim efektom. Predstavljamo si lahko, kakšna revolucija bi to bila, če bi to bilo res. To je legenda, obstajajo slike, nobeden ni videl točnih, bom rekel, ne modelov, ne izračunov, da bi o tem bila kakšna resna pričevanja. A nekaj se treba še zmeraj tu poudariti. Glavna inženirja tega projekta sta bila Tony Rudd in Peter White. Prav tista dva, ki sta le nekaj let pozneje pri Lotusu, tisto, kar sem omenil v prvem delu tega prispevka, pomagala pri snovanju prvega bolida s talnim efektom. Torej, tudi v tej legendi je morda kar nekaj resnice noter. To je bil tisti hiter pregled teh revolucionarnih bolidov, ki so prišli v konec 70-ih in v 80-ih letih na plano in so nekako mejniki pri odkrivanju vsega povezanega s talnim efektom. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.